Štajerska gospodarska zbornica je 11. junija 2015 v muzeju hidroelektrarne Fala podelila priznanje za najboljše inovacije Podravja 2014-2015. Na letošnji izbor je bilo prijavljenih 20 inovacij, pri katerih je sodelovalo več kot 70 inovatorjev. Podelili so 5 diplom ter 6 bronastih, 6 srebrnih in 3 zlata priznanja. Nagrajence, ki so za svoje inovacije prejeli zlata priznanja, bo Štajerska gospodarska zbornica predlagala za nacionalni izbor najboljših inovacij, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije. Inovatorke in inovatorje je uvodoma pozdravil Marjan Mačkovšek, predsednik GZS, ki je med drugim poudaril velik pomen slovenske industrijske tradicije, tako za današnje kot tudi za bodoče generacije. Slovenska industrijska tradicija je zelo dolga. Ni samo stara 100 let, ampak je stara bistveno več kot 100 let. In danes moram reči, da sem zelo vesel, da se nahajam v enem objektu, ki je tehnični spomenik državnega pomena. In ne samo to, Slovenci se moramo zavedati, da je naša tehnika oziroma tehnični duh zelo star in moramo narediti vse, da bomo dokazovali tudi našim bodočim generacijam, da ta duh ima zgodovino in to zgodovino treba ohranjati preko ohranjanja tehnične dediščine. Kakšni so občutki? Hvala, odlični. Večkrat smo bili že prijavljeni in vedno kaj dobimo. To je dober počutek. Ključni so kupci, ki postavljajo zahteve, ki jih pač mi probamo izpolniti. Bili smo, mislim, da na sejmu, ko so nas naročniki obiskali in povedali, kaj nameravajo. Nameravali so zgraditi tovarno z strojem, ki ga pa niso še poznali, oziroma z dosedanjimi rešitvami niso bili zadovoljni. Zato so prišli k nam, ker so nas poznali kot inovativno podjetje. Mi smo rekli, da ta stroj lahko izdelamo. Kot sem že rekel, moj kolega je rekel, pa saj ga nimamo, sem rekel, ga bomo pa naredili. Da. In za te kupce ste naredili? Linijo za izdelavo elementov z čelnim spojem. In to pomeni? To pomeni stroj, ki ozobli deske, nanese lepilo in jih spoji v neskončno dolžino, potem pa odreže na želene dolžine. Kakšni so občutki danes ob prejemu zlatega priznanja? Ja, moram reči, da odlični. Zagotovo lahko to govorim tudi v imenu vseh ostalih kolegov in tudi obeh podjetij, ki smo sodelovali pri tem, ker je to ena velika potrditev našega dosedanjega dela, pa seveda tudi motivacija za vnaprej. V bistvu se je zgodba začela z Extreme usnjem. Extreme smo ga imenovali zato, ker ima dejansko ekstremne karakteristike. Usnje je tudi patentirano na mednarodnih trgih in nekako je sledilo logično nadaljevanje, da smo iskali nove izzive, se pravi aplicirati to usnje, potem pa v končni produkt in nastala je iz Extreme usnja ideja narediti Extreme outdoor pohištvo. Občutki so veliko zadovoljstvo, predvsem za vložen trud cele ekipe, ki je dejansko delala na tem projektu v zadnjih nekaj let. In veseli smo, da prepoznajo tudi v lokalnem okolju, kjer se nahajamo, te naše uspehe in dosežke kot del svojih nekih uspehov. Vsekakor je izplen te inovacije eno najbolj energetsko učinkovitih plovil na vodi danes, kar obstajajo. Dejstvo je, da se z našim plovilom lahko peljete za 47 centov na uro, približno 100 km daleč. Ob tem dejansko prevažate 2 potnika z vsakega po 100 kg in s hitrosti 30 km na uro. Veljalo je vedno pravilo, da si lahko plovila privoščijo samo zelo bogati. Trdimo, da z našim plovilom pravzaprav posegamo en krog, da si jih lahko privoščijo tudi praktično skoraj vsak. Vprašanje je veliko, celo preseglo naša pričakovanja. Zelo veseli smo tega, da tudi zastopniki, ki želijo prodajati naša plovila, prihaja praktično več kot 600 zahtev iz 120 držav. Dober inovator se praktično rodi, kajti celo življenje razmišlja, kako bi stvari spremenjal in se nikakor ne sprijazni z dejstvom, da so vse stvari znane in da se ne da nič spreminjati. Seveda, eni imajo tega duha več, eni ga imajo manj, ampak absolutno ta duh v pravih inovatorjih vlada celo življenje. Predvsem odprte glave, drzen, radoveden, absolutno, pa tudi na nek način povezovalen.
to v svetu počno tudi največji konkurenti, v določenem segmentu se povežejo svoje znanje, ne samo zato, ker vedo, da je stroškovno bolj učinkovito, ampak enostavno hitreje pridejo do ciljev, ker več glav več ve, potem pa gredo seveda spet dalje vsak svojo pot v svojih poslovnih modelih in načrtih. Ne? Marljiv. Sledi svojim, bom rekel, občutkom in proba tiste svoje ideje uresničiti. Pa seveda gleda, da tudi da so finančni rezultati tudi prisotni. Ja. Dober inovator je razmišljajoč človek, ki rešuje probleme in jih vidi tam, kjer jih drugi ne vidijo in se tako dolgo zakoplje v njih, da pride do rešitve. Inovacijska klima, moram reči, da je bila v obdobju do leta 90 v takratni Jugoslaviji in pa v Sloveniji zelo močno razvita. Bila je tudi zelo dobro organizirana preko društva inovatorjev, ki so bila organizirana ali po podjetjih, ali po regijah, ali na nivoju republike. Moram reči, da je potem po 90. letu ta zadeva nekoliko zamrla. Organizacijski del se je na nek način razgubil, ampak inovatorji so ostali inovatorji. Moram pa reči, da je prav, da je ta družba v tem obdobju ponovno prepoznala, da je inovativni duh eden nujno potrebnih duhov, ki lahko to družbo pelje samo naprej. Nekako bi mogli aktivirati več ljudi, da bi se z tem ukvarjalo in videlo svoje poslanstvo, svojo kariero v tem, potem bi bili lahko zelo uspešni. Mislim, da tej inovativni klimi manjka ena stvar in to je inovacija. In morda imam idejo. Inovacija bi bila, če bi ta država sprejela en ukrep, da so vse inovacije, ki se patentirajo v Sloveniji, brezplačne in da takse se več ne plačujejo in da jih pokrije država. S tem bi ustvarili eno okolje, v katero bi prihajali iz drugih držav z patenti v Slovenijo registrirati in mlade ekipe, start-upi, vsi bi lahko prihajali do patentov, ki bi jih dejansko iz Slovenije potem lahko razvijali in širili v ostala okolja. Meni se zdi tale dogodek, to, kar počenja Gospodarska zbornica, odlična spodbuda. Enostavno ti odpre oči, poslušaš, kar počnejo tudi drugi, vidiš, da imamo podobne probleme, predvsem v tej fazi, ko delaš nekaj norega, noro, dobro, inovativnega, ko se soočaš tudi z nezaupanjem, včasih tudi kar najožjega okolja in ti da nenazadnje tudi moč, da potem vztrajaš in da prideš do svojega cilja.